Življenje išče pot. Dober dan. Minulo soboto na praznik staršev Device Marije, svetega Joahima in svete Ane, se je v baziliki na Brezjah zbralo lepo število družin, ki se zbirajo pri ustanovi Anin sklad. Le-ta materialno in duhovno skrbi za družine z več otroki. Somaševanje je vodil rektor bazilike, pater Robert Bahčič, ob njem je somaševal predsednik uprave Aninega sklada, pater Milan Kos. Po maši je sledilo druženje ter pričevanje misionarjev upanja, zakoncev Aleša in Darje Frecej iz Maribora. V nadaljevanju boste slišali del njunega nagovora zbranim družinam. Vabljeni k poslušanju. Sem bil krščen kot odrasel, kaj več o tem kasneje. Kmalu po krstu sem začutil tudi željo, da se poročim s tole gospo tukaj. Potem je pa kar nekaj časa trajalo, da sva začela pričakovati Mihaela, pa še nekaj časa, da sva pričakovala nekoga, ki mu nismo vedela, kako je ime. In kdo je potem ugotovil, kak je tistemu fantu ime? Mihael. Mihael mu je dal ime, oziroma je vedel, kdo je v maminem trebuhu, da je to Izak. Torej, ja, ona dva sta stara 2 pa skoraj 6 let. Poročena sva od 2010, se pravi 15 let, skupaj še ne 3 leta več. Pa naj bo za predstavitev zaenkrat dovolj, pa več v nadaljevanju. Ko sva razmišljala, kaj bi danes lahko povedala vam tukaj, je mogoče ena taka stvar, ki izhaja iz najine izkušnje, najprej iz tega, kako je sploh prišlo do mojega krsta, torej prenos vere iz, recimo takrat iz punce na fanta, morda tudi že kasneje potem med zakoncema seveda, in pa potem, mogoče za vas še bolj zanimiv ali pa pereč problem, prenos vere na otroke. Ker vera to se ne prenese kar tako enostavno, ne? Pa vidimo verni starši, pa verne družine, pa imajo neverne otroke vmes, ne? Vsaj nekaj časa. Torej ta izziv bi najbolj naslovila, no in potem spet, ko pa otroci enkrat odrastejo, pa si mogoče dobijo nevernega fanta ali punco, pa so lahko spet težave, ali pa iščejo samo med vernimi, pa ne najdejo primernega in tako naprej. Skratka, o teh vrstah izzivov in odnosih bi danes govorila. Mogoče začnem jaz s svojo zgodbo. Jaz sem že v 1. razredu sem imel punco, na rekovajih, ne? Pa potem celo osnovno šolo, pa je zanimivo, srednjo šolo nič, ne? Nobene. Torej v moji glavi se zaenkrat še vse dogaja, kar govorimo, ne? Sem imel punco, pa celo osnovno šolo, srednjo šolo nič. Potem pa fakulteta, jaz sem računalničar, sem imel 5-letni študij, podobno kot Darja, teologinja 5 let. Tekom študija same tako imenovane neuslišane ljubezni, ne, proti koncu študija, pa je bila ena lušna, ne, sem jo srečal tam na eni malci, sam kaj teologinja je bila, ne moreš to, ne. Sam lušna pa je bila in to tisto je, kot vidite, prevagalo. Ker takrat je še moja miselnost bila čisto, se pravi, posvetna, jaz izhajam iz, recimo temu, neverne družine, čeprav mama na nek način je bila verna, ampak se je, recimo, bom rekel, prilagodila okolju in je to vero bolj v sebi gojila. Me pa je naučila, Oče naš, Zdrava Marija in Sveti angel. Torej, to sem znal, preden sem bil krščen. Kdo je to znal, preden je bil krščen? Noben, ne? Aha. Tako da, ja, no, mogoče kot zanimivost, na prvih duhovnih vajah sem bil, ko še nisem bil krščen, študenti teološke. Pa sem že bil krščen, pa poročen, pa moje prvo romanje je bilo kar direkt v Sveto deželo. Tako da, zanimiva pot, no, kar se tega tiče. Torej, ja, to je bila ena lušna teologinja, no in v tistem času zaljubljenosti sem jaz bil pripravljen poslušati, kaj ima nasprotna stran povedati, če po domače povemo, ne. In kar se je meni zdelo ključno pri se pravi, Darja recimo je rekla, ja, danes je nedelja, jaz grem k maši, pa grem jaz zraven. Ne, pa niti treba, se to ni za tebe, ne, v smislu, bolj je rekla, rajši ne iti, kot da bi se jaz karkoli čutil prisiljen. Svoboda. To je ključna stvar pri vsem, ne? Ker v ljubezni ni prisile, ne? Bog je ljubezen, ljubezni ni prisile, on nobenega nas ne sili, da naj bo dober ali da naj bo slab, da naj naredi to ali ono, on nas vabi, ne? Na nek način. Pa če še nismo zreli za kako stvar, nam je še ne da takoj, pa moramo iti malo k Mariji pomagati, pa si izprositi kakšno stvar, ne? No, in ko sem šel k maši, pa sem videl, kaj zdaj tam eden
čudno oblečen, maha nekaj spredaj in tako naprej, sem se začel zanimati, zakaj pa je temu tako, zakaj to počnejo. Ne? Se Darja ni neumna, sem se družil z njenimi kolegi, pa se to so vsi pametni ljudje, pa vse oni to nekaj verujejo. Ok, ampak pri tem spoznavanju, potem se to kasneje ugotovil, ko sem gledal za nazaj. Ne? Recimo sem zvedel, za vstajanje od mrtvih, pa to ne moreš, ne? Brezmadežno spočetje, da je brez veze, ne? Ampak to so vse te stvari, lahko rečemo deli nauka ali pa neke resnice, so se mi zdele potem kot koščki sestavljanke. Ko ti sestavljaš neko sestavljanko, vzameš košček, ta mi pa zdaj ne paše tukaj, ne? Ga ne vržeš stran v koš, ker ne boš nikoli sestavljanke sestavil, ampak daš na stran. Tole pa še mi zdaj ne pride prav. In ker je Darja verjela v vstajanje, jaz pa ne, sem pač dal na stran. Brezmadežno spočetje, itak sem si ga narobe predstavljal, ampak sem ga dal na stran. Ampak čez čas vstajanje od mrtvih, se pa ne more biti drugače, se pa vse skupaj brez veze. Pavel pravi to, ne? Če ni vstajanje od mrtvih, je vse skupaj brez veze v sodobnem prevodu. In en košček na svoje mesto, drugi košček, tretji košček in kar naenkrat, ko je bilo dovolj koščkov, ne še vsi, seveda ne vsi, ko je bilo dovolj koščkov na mestu, sem rekel, to pa je neka lepa slika. In to je recimo bil nek trenutek, ko sem začutil željo po krstu. Izbriše vse grehe, vse za nazaj je zbrisano. Ja, je bilo zbrisano, ampak ne vem, še molitvenega rožnega venca v eni temi gor po Pekrski gorci, kjer jo poznate v Mariboru, sem se recimo razjokal nad stvarmi, ki sem jih počel kot otrok. Razjokal sem se nad stvari, tak mi je bilo hudo oziroma žal, da sem tisto počel. Pa vprašanje, če sem že bil v osnovni šoli, ko sem se nekaterih stvari spomnil, recimo. Skratka, to očiščenje, izbris grehov se, bom rekel, v meni, je tudi proces. Pri krstu se to zgodi, ampak to se mora v meni, v mojem telesu, ta proces tudi izvršiti. Kaj hočem povedati? Vse stvari počasi, Bog počasi dela, rabi čas, zato ker dela brez prisile, ne? Meni se skozi delo fascinantno, moj mož zelo dosti govori. Potem pa, ko srečam ljudi, ki več govorijo, pa mi on skozi reče, glej, nekdo pa več govori kot jaz. Jaz bi samo v tem delu dodala, ker jaz pa izhajam iz čist tradicionalne, klasične slovenske katoliške družine. Mi smo hodili vsi trije k verouku, to veste še na vasi, pa to za že dolga leta nazaj, vsi trije res. In tudi, ko smo bili mladi, pa se veste, vikend izhodi, ampak pri nas nikoli ni bilo vprašanje, a se bomo v nedeljo zjutraj vstali. Pri nas je bila maša ob 10 in mi smo si šli k maši. Tudi kot dijaki, kot študentje, potem tudi kasneje. Se pravi, res sva iz te neke primarne družine, sva imela vsak svojo izkušnjo. In jaz klasična katoličanka, pa še študirala teologijo, ampak to nima take povezave, kot bolj ta osebni odnos do Boga. Potem pa srečam moškega, ki je bil neveren, težko rečem, da ateist, ampak neveren, ampak znotraj obredi oziroma način življenja, ki smo jih pa živeli pri nas ali pa pri njih, je bil čist drugačen. Pri njih se je ob nedeljah ob 12 je bilo kosilo, mi smo pa šli k maši in potem veste, kako je po maši na vasi, moraš iti malo na kavo, se na agape, se malo podružiti in smo pač kuhali, ko smo prišli domov, nekaj klasično. Se pravi, že te neke čist klasične nedeljske obrede smo imeli drugačne. Smo izhajali iz drugih perspektive, ali če lahko tako rečem. No, ampak potem, ko je ta zaljubljenost nekako trajala, pa se potem prevesila v neke odločitve, kar sem jaz res rekla, ko sva se pogovarjala o prihodnosti, kako pa kaj si želiva, jaz sem samo en stavek izrekla in to je bil, da bom jaz dala svoje otroke krstiti ne glede. To je pa v meni v srcu res bilo, se pravi, ta temelj, ker se mi je zdelo, da če so to na mene prenesli moji starši, da je to del mene. In nič drugo nisem rekla, samo ta stavek ali poved, da če bom imela otroke, ne glede ali bo Aleš hodil v cerkev ali ne bo hodil v cerkev, to se sploh nisva pogovarjala, ampak jaz bom pa dala krstiti svoje otroke.
Se pravi, tako globoko zaupanje oziroma ta oseben odnos do Kristusa sem imela, da sem verjela, da bo Bog poskrbel na takšen ali drugačen način. In to je bilo preden se je Aleš odločil za katehumenat. Poslušali ste pričevanje misionarja upanja zakoncev Aleša in Darje Frecej iz Maribora, ki sta minulo soboto nagovorila družine Aninega sklada na Brezjah. Ob tej priložnosti še povabilo, da postanete donatorji tega sklada, ki so ga pred leti ustanovili slovenski redovniki in redovnice, predvsem sestre usmiljenke. Samo letos se je skupnosti Aninega sklada pridružila več kot 10 novorojenčkov, kar potrjuje bistvo te ustanove pomagati družinam, da se ne bojijo sprejeti novega življenja. Med vključenimi družinami so tudi takšne 10 ali več otroki. To potrjuje, da se v teh družinah življenje resnično sprejema kot dar. Današnji prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Vse dobro vam želim, nasvidenje. Življenje išče pot.